Živijo tukaj Valentin. Govoril bom o humanitarnosti kot Sizifovem delu. Sizifovo delo izhaja iz zgodbe o Sizifu, ki je bil kaznovan s tem, da je bil obsojen na kotaljenje skale navhrib do vrh gore, in v trenutku, ko je prikotalil skalo na vrh, se je seveda skala zopet skotalila po drugem bregu navzdol. In zopet je moral iti do doline in začeti potiskati skalo navzgor znova. Sizifovo delo je torej sinonim za neke aktivnosti, katere se nam sicer zdijo plodonosne, da imajo nek efekt, nek rezultat, ampak po daljšem času vidimo, da to ni res, da je bil vložek našega časa potraten, da učinki niso bili takšni kot pričakovano in da se vrtimo v nekem krogu, iz katerega ne vidimo izhoda. No, dobrodelnost, humanitarnost je podobno Sizifovemu delu zato, ker se blaži samo posledice človeških dejanj, ne odpravlja pa se vzrokov. Mnogi, ki delajo v humanitarnih organizacijah, imajo službe ali neko profitno dejavnost, da si ustvarjajo dovolj denarja, da lahko potem namenijo del svojega časa v te humanitarne neprofitne namene. Ampak to, kar počnejo, je samo miljenje posledic, ne pa odpravljanje vzrokov. Pregovor pravi, da je lačnega človeka veliko bolje naučiti loviti ribe, kot pa da mu daš ribo. Humanitarne in dobrodelne organizacije sicer poskrbijo za to, da ljudje, ki so v stiski, ki imajo neke finančne težave, ki so lačni, da so priskrbljeni, ampak to samo kratkoročno. Da se jim določen denar, da se jim hrano, da se jim zavetje. Ne doseže se pa tega, da bi se preprečilo, da bi ti ljudje zopet zapadli v enako stisko in pomanjkanje. Pretežni del oziroma vzrok za to, da so ljudje v določeni stiski, so njihovi miselni in vedenjski vzorci, torej je vzrok v njihovi vzgoji, v okolju, v katerem so odraščali, in zaradi tega niso pridobili ključnih, učinkovitih življenjskih veščin, da bi se znašli v tem sistemu in poskrbeli za sebe. Potem pa kljub temu, da je veliko ljudi, ki imajo dokaj visoko in kvalitetno izobrazbo, pa tudi ti ljudje včasih zapadajo v določene stiske. To pa je zato, ker je naš družbeni sistem tako zgrajen, da se mora človek boriti, da mora biti konkurenčen, da moramo med sabo tekmovati, in virov za preživetje, ki se vsakemu posamezniku omogoča, ti viri so zelo omejeni oziroma težko dostopni. In tudi, če se človek trudi, včasih ne more kvalitetno poskrbeti za sebe. Ni pač sistem zgrajen tako, da bi
na sistemski način zagotovil oziroma poskrbel za to, da so vse potrebe ljudi zagotovljene. Torej, da bi sistem preverjal, spraševal ljudi, ali imaš dovolj, a ti še kaj manjka, in da potem ti te stvari dodeli. Temveč se moraš ti sam boriti, jemati iz tega sistema z neke vrste sile in sistemu povedati, poglej, sedaj pa mi nekaj manjka, kako lahko to dobim. In včasih teh sistemskih virov ni dovolj, zato marsikdo ne more poskrbeti za svoje dostojno življenje. Ključno je torej, da nehamo samo militi posledice problemov, ki so vzrok nekvalitetne izobrazbe ali sistemske ureditve, temveč da spremenimo izobraževalni sistem, sistem vzgoje in šolstva, tako, da bodo ljudje sposobni poskrbeti za sebe, da bodo pridobili ključne življenjske veščine za preživeti na tem svetu, potem pa da tudi spremenimo družbeni sistem, torej zakonodajo, pravila na ta način, da se bo sistemsko poskrbelo za dostojne življenjske razmere. Da bo sistem tisti, ki bo stalno preverjal, ali je kakšen posameznik v pomanjkanju in da se potem preusmeri naravne vire, ki jih je v izobilju in dovolj za vse, do te mere in tja, ker so potrebni, da imamo vsi poskrbljeno za dostojno življenje, za minimalne razmere za preživetje. To pa seveda zahteva vstop v politiko, politične aktivnosti, kar seveda marsikomu ne diši, ker imajo mnogi čustvene predsodke, ampak to je v bistvu egoizem, sebičnost. Zato vsakemu predlagam, da se naprej osvobodi kakršnihkoli predsodkov glede tega, da je potrebno iti v politiko, da je potrebno spremeniti zakone, če se želi dolgoročno in trajno odpraviti vse ali večino težav, ki jih ljudje sebi in drugim povzročamo na tem svetu. Glede tega si lahko preberete še določene povezave, ki jih bom napisal v opisu tega videoposnetka. Sicer pa hvala za posluh in nasvidenje.